Cepivo je relativno dobro učinkovito, tukaj govorimo, da ne vem točno o procentih, ampak na vsak način tam 95, je bolj točno povedal. Odvisno od skupine. Cepivo je, če se cepi po programu in da ni hudih imunskih okvar, je najmanj 95% zaščitno, ampak v povprečju je pa 98 do 98,5% zaščita. Skratka, gre za visoko učinkovito cepivo, no, ne tako kot, ne vem, cepivo proti gripu. Ja, sej na vsak način si prizadevamo, da bi v naslednjih letih nekako prišli do tega, da bi počasi vključili vse prebivalce. Mislim, problem je v tem, da je precepljenost zelo nizka, ne? Ampak na vsak način bi bilo smiselno, da vsaj tisti, ki se želijo cepiti, da bi lahko to cepljenje opravili v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zdaj zelo težko gremo kar naenkrat, ne, ponuditi tako cepljenje vsem prebivalcem, saj to je nekako želja, no, da bi bilo to v končni fazi možno, ampak to je težko že iz naslova planiranja, kdo bo cepljenje izvedel, ne, ker če bi rekli, zdaj ne vem, naslednje leto bo pa možno za 10 generacij naenkrat, ne, zdaj, ob zelo nizki precepljenosti najbrž se to niti ne bi kaj zelo poznalo, ampak vse 10%, tudi če bi se 10% ljudi odločili za cepljenje, pa je to 10 generacij, ne, kdo bi zdaj ta cepljenje izvedel, pa kako bi recimo planirali količine cepiva. Iz teh vidikov je to malo težko, no. Ampak sicer pa ja, saj počasi skušamo to pripeljati pač nekako skupaj, ne, otroci v eno smer, odrasli v tako da nekje se bojo potem srečali, ne? Tako da bo za vse omogočeno cepljenje. Tudi vsako leto se program širi? Vsako leto se širi, ne, se tako kot sem rekla, ne? Zdaj nekako smo šli po 2 leti, ne vem, če se bo izkazalo, da tudi to mogoče bomo predlagali, da se za 3 leta, za 4 leta, tako no.